Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Pošast sovražnega govora. Pošast hodi po Sloveniji. Pošast sovražnega govora. Vse moči tranzicijske levice so se zvezale za sveto gonjo proti tej pošasti. Kučan in Šarec, Musarca in Fajonka, novinarski radikali in spletni policaji. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Kuhamo za otroke. Kaj se skuha za otroke v Nepalu, ko se združita zdrava kuharica in vrhunski alpinist? Nepal, daljna dežela, ki je najbolj znana po gorovju Himalaja, je hkrati tudi najmlajša republika na svetu in je letos praznovala 10 let. Kako je Nepal povezan s Slovenijo, se bomo pogovarjali z našima gostoma. Terezo Poljanič, najbolj znano po oddaji Zdravo Tereza, in alpinistom, pisateljem in še kaj Vikijem Grošljem. Dobrodošla. Živja. Lep pozdrav. Tereza, najprej vprašanje zate. Ti nisi tista klasična zgodba, ko včasih nekdo reče, že od rojstva sem vedel, da bom kuhar ali da se bom ukvarjal s kuhanjem. Pri tebi je to prišlo malce kasneje, nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, moja zgodba ni tista tipična, kako sem pri 4, 5, 6 letih sedela na pultu in gledala, kako babica kuha palačinke oziroma peče palačinke in peče piškote. Moja kuharska kariera se je v bistvu začela pri 18, 19 letih, zaradi tega, ker smo imeli eno tako hudo bolezen v družini, 2 raka, in to me je glih spodbudilo k temu, da nekako moramo začeti govoriti in moramo začeti o tem paziti, kaj kuhamo, kaj delamo v kuhinji in kako to tudi sprejmemo, se pravi, da se usedemo, da se pogovorimo, da si vzamemo čas. Smo družina novinarjev in nekako zato nikoli ni bilo časa, seveda razumljivo. In smo vedno hodili v restauracije, več ali manj, kdaj sem pri babici jedla, ampak vseeno prehrana ni bila na prvem mestu. Tako po tej izkušnji se je pa kar veliko spremenili. Začeli smo delati svoj vrt, svojo zelenjavno gredico. Z mami se vedno pohecava, da sva sipale vsa semena iz vrečke na zemljo, ker nisva vedela točno, kako se to dela, ampak tako, kot pravi naš pregovor, neumen kmet ima največji krompir, in res je, imela sva velik pridelek in s tem se je pol ta ljubezen začela in od tam nadaljevanje moje zdrave oddaje in kuharskih knjig. Ja, super. Evo, Viki, da nam ne zaspiš, še tebe povabim v debato. A ti si pa že, odkdaj si pa ti recimo vedel, da se boš ukvarjal z alpinizmom? Od 6. razreda osnovne šole, to je bilo resnično malo prezgodaj, priznam, ampak sam sem bil tak zelo radoveden otrok, vse me je zanimalo in nekoč smo pač naleteli na neke plezalce, tam pač Marno goro, torej bolj konkretne na Turencu pod Grmado, jih vprašali, zakaj gre, rekli so, da imajo plezalno šolo in da se lahko vključimo, in tako se je to pravzaprav začelo. Kot pravim, malo prezgodaj zaradi tega, ker alpinizem je relativno nevaren šport, vendarle, ali pa nevarna dejavnost. Samo osebno mislim celo, da je še malo več kot šport. Ampak sreči sem začel pod nadzorom takrat najbolj izkušenih ljubljanskih plezalcev pri alpinističnem odseku Ljubljana Matica, in še danes sem temu zelo hvaležen, kajti če preživiš tista prva 3-4 najbolj nerodna leta, se potem stvari obrnejo na bolje. Zakaj recimo se tebi zdi, da smo Slovenci tako navdušeni alpinisti ali pa dajmo reči bolj splošno hribolazci? Tudi običajni ljudje zelo radi hodimo v hribe, v gore. Misliš, da je to geografsko pogojeno, ker pač imamo hribe oziroma gore tako blizu, ali še kakšen drug razlog po tvoje? Delno je zanesljivo to. Geografsko pogojeno smo alpski narod, ker na alpskem področju živimo, bolj pa se mi zdi, da nas to vleče v gore, pa tudi na druga področja, naša majhnost. Jaz namreč Slovencev nas je 2 milijona, to nekateri
to jemljajo kot pač slabost, sam pa to preprosto jemljem kot prednost. Zakaj, ne? Nekdo, ki je Nemec, Kitajec, Američan, samo pove, od kje prihaja in je vse jasno, ne? Mi pa moramo nekaj narediti za to v svetu, da nas opazijo, pa da se začnejo sprašati, od kje so pa ti ljudje, ki so tako dobri na svojem področju. In jaz osebno jemljem, kot pravim, to slovensko majhnost absolutno za prednost in za motivacijo. Aha. Zdaj, Tereza, ti si tudi s partnerjem, ne? Pred 4 leti, čeprav vem, sta šla iz Slovenije v Novo Zelandijo. Kaj recimo vaju gnalo v tujino? Ta slovenska majhnost ali je bil kakšen drug motiv v spredju? Mogoče slovenska majhnost, mogoče po drugi strani, da vidimo, vse veš, pravimo, da je pri sosedih vedno bolj zeleno. Ja. Vidva sta si najdaljše možne sosede poiskala. Tako, malo sva šla še čez ocean, pa tako. Ampak ne, res je, bila sva, mislim, saj sva še kar, ampak jaz sem končala fakulteto za družbene vede, začela sem se ukvarjati s kuharijo in nekako sem imela neko krizo identitete, bi lahko temu rekla, ki mislim, da se vsak s tem spopada in sem si rekla v bistvu, zakaj ne bi sprobala tujino, da vidiva, kaj nama tujina da in kaj lahko pričakujeva. Je Žiga pa isto. Moj partner je zelo želel raziskati Novo Zelandijo, ker kot vemo, je tam filmska industrija zelo na udaru, on je direktor fotografije. Posebej ljubitelji Gospodarja prstanov, to vemo. Tako da se je tam zelo našel, sploh svojo kreativno žilico v filmu in v reklamah, glasbenih spotih. Jaz sem pa nadaljevala svojo kuharijo v različnih veganskih restauracijah, ampak pol pa kar kmalu je poklical Pop TV, da bi naredili Zdravo Tereza glih v sklopu Nove Zelandije. Živi pa tam tudi moj oče, po ločitvi mojih staršev je že v bistvu 21 let tam, zato sva se odločila za Novo Zelandijo. Nekaj informacij ste vseeno imela tudi iz prve roke v Novi Zelandiji, niste šla čisto na slepo, ne? Tako, in imela sva možnost pridobiti tudi vizo in državljanstvo, tako da je bilo malo lažje. Kako je zdaj? Vidva sta nekako, se mi zdi, v podobni situaciji, ne? Se pravi, Tereza, zate je zdaj v bistvu Slovenija, drugi dom, ne? Tako rekoč, Viki, za tebe so verjetno pač gore, drugi dom. Kako je potem, ko se vrneš, recimo, ko se ti vrneš s planine ali pa Tereza, ti, ki zdaj prihajaš tudi zaradi poslovnih zadev nazaj v Slovenijo, kakšen je pol ta občutek? Dame imajo prednost. Glih, tretja sezona je vrnitev v Slovenijo na počitnice in to sem nekako hotela predstaviti Slovencem, da po 5 letih življenja na Novi Zelandiji je vedno lepo priti domov. Z vsakim letom, ko sem prišla na obisk ali za promocijo oddaje ali za delavnice, sem več in več teh lepot videla. Nekateri se ne rabijo odpravljati v tujino, jaz sem to rabila, čist klišejsko, da sem lahko videla v bistvu, kaj vse imamo na v toliko mehni deželi. Viki? Jaz moram reči takoj, da je Nepal zame osebno absolutno najlepša dežela na svetu, seveda takoj za Slovenijo, da ne bo pomote. Ne. Ja, to je potrebno poudariti, ker vendarle to slovenska oddaja na slovenski televiziji. Ampak tudi ne gre toliko za kliše kot za dejstvo. Poleg Himalaje, ki jo jasno najraje obiskujem, moram priznati, da sem pravzaprav preplezal najvišje vrhove vseh posameznih celin, torej videl sem nekaj sveta, ampak meni se osebno zdi izjemno pomembno, da Slovenci tudi potujemo, tako kot je Tereza omenila, ne, ko ti vidiš drugi svet in ko se vrneš nazaj v Slovenijo, vidiš, kaj imamo, ne, in znaš, jaz osebno lahko rečem, to še toliko bolj ceniti. Tako sem zelo navezan na svojo domovino, zelo sem ponosen na njo, skušam na najboljši možen način promovirati, rad potujem po svetu, ampak tudi izjemno rad se vračam nazaj. Kako je zdaj prišlo, dajte mi povedati pa našim gledalcem do tega vajnega Triglava, ne? Imamo tle eno zelo zanimivo fotografijo, se pravi Tereza Poljanič in Viki Grošelj na vrhu naše najvišje gore pri Aljaževem stolpu, ne? Tako nekako neklasična kombinacija, bi rekli, ne? Se pravi, dekle, ki se ukvarja z zdravo kuhinjo, pa dolgoletni, v bistvu na nek način prvi slovenski alpinist po mnogočem. Kako sta vidva prišla skupaj, zakaj tukaj gre?
Ja, bom jaz kar svojo stran povedala, Viki, boš pa pol ti, kako sem pristopila. Jaz imam take nore ideje, kdaj za... No, se tudi Nova Zelandija ni čisto tako običajna ideja. Ni običajna in tudi vsak zaključek sezone Vikija imamo v 10. epizodi, ki bo 15. decembra na sporedu. In nekako me vsi sprašujejo, Tereza, kaj je, kako, alpinizem, zdrava prehrana, Triglav, ampak ravno to hočem z oddajo predstaviti. Vse, to je cel krog, ni samo zdrava prehrana, nisem samo zdrava kuharica, ampak je tu cel lifestyle, se pravi in alpinizem in rutina in zdravo življenje kot za kakšen šport in s tem še lepo pride zdrava prehrana. Prišla sem na idejo, seveda, če sem prišla v Slovenijo na počitnice, moram kot prava Slovenka tudi splezati na Triglav. Pa ne bo to z 2 kamerama in koliko nas je bilo, 7-člansko ekipo, 8-člansko ekipo. In seveda, da sem to lahko naredila varno, sem povabila zraven Vikija, ki je lepo sprejel ponudbo in mislim, da smo se imeli zelo fino. Bilo je naporno, vsaj zame, ampak je bilo na koncu res vredno vsakega truda. Ok. Viki, kako je bilo pa zate? Si ti kdaj mislil, da boš vlekel takole 7 ljudi s tako opremo na vrh Triglava? No, bo kar tako razčistila, nisem jih vlekel, so sami hodili, samo malo sem popazil na nje, moram priznati. Bili so izjemno delovni, izjemno zagnani, kar danes pravzaprav ni pravilo pri teh nekoliko mlajših od mene. No. Tako da sem bil res prijetno presenečen, drugače pa povabilo, normalno sem z veseljem sprejel, prvič rad hodim v gore, drugič pa, če me povabi nekdo, ki dobro kuha, je pa toliko raje grem. Ja, seveda, absolutno. No. Ampak kakorkoli, ne, to spet se ne navežem na Terezo, ne, to še zdaleč ni bila samo kuharska oddaja, nasprotno. Ne. Kot pravim, življenje kot tako, hrana, gibanje in tako naprej. In seveda, če se te stvari promovirajo, v tem današnjem modernem svetu se mi zdi to najmanj toliko pomembno, kot pa to, da dobro ješ, pa da si na svežem zraku. Ja, zdaj, ko govorimo o zdravi prehrani, kako pa smo s tem recimo pri nas, ne, po teh naših planinskih kočah, zdaj nekako smo bolj navajeni tiste železnega, bi rekel človek v narekovajih, repertoarja, kakšnih enolončnic pa tako naprej. A se tukaj kaj premika na bolje? Kako je s tem? Zdaj pa, če jaz lahko začnem, mislim, nekajkrat več sem bil po planinskih kočah kot Tereza, čeprav zadnje mesece mislim, da ona tudi zelo intenzivno hodi in sem tega dodatno vesel. Moram reči, da sem prijetno presenečen. No. Mi smo, kot pravimo, enolončnica, pa mogoče še klobasa, pa nekaj takega, to je bilo včasih. Pa pot pod noge v doline. Tako, ne. Drugače je pa danes prehrana po slovenskih planinskih kočah na izjemno visokem nivoju, ne, po spletu na ključ in ne nazadnje tudi zaradi tega snemanja, pa še nekih drugih vodniških obveznosti, ki sem jih imel, lahko zadnje 2-3 leta spremljam prehrano po naših planinskih kočah in jaz še enkrat naj povem prijetno presenečen in samo komplimenti, kar se tiče tega. To je za nas obiskovalce pomembno v tem smislu, da ti ni treba pa preveč seboj nositi, ne, še te dodatne, ker vendarle koče niso na vsakih nekaj 100 metrov, ampak tisto potem, kar neseš, je tega preprosto manj, pa obenem pa tudi zelo kvalitetno. Nazadnje sem se tega zdaj tudi še malo od Tereze naučil. Tereza, kako je zdaj s tem, recimo, zdrava prehrana, okolje, gore in tako naprej, kako gre to skupaj? Se da tudi v takih nekih okoliščinah, kjer niso vse sestavine, recimo, na voljo, skuhati kaj zdravega in okusnega? Seveda, moramo se samo prej malce bolj pripraviti, že sam glede koč bi zelo res rada pohvalila vse slovenske koče, ker enostavno se zelo potrudijo in jaz sem bila presenečena, koliko ponudbe imajo na voljo. Sploh za primerjavo na Novi Zelandiji imajo tudi koče, ampak tam moraš vse sam prinesti, od pijače do hrane in do samih pokrival in vsega, tako da je te robe kar veliko.
Bi pa vedno tudi rada poudarila, če se tako gibamo, sploh na takih razdaljah, ne rabimo biti toliko pikolovski. Seveda je pomembno, da imamo topel obrok in kar se da nasiten tudi, ampak je pa fajn tudi, da se kdaj pregrešimo. Tako da je drugače, ko sedimo in smo v pisarnih cele dneve, je zelo fajn, da jemo tudi temu skladno, ampak ko pa se takole gibamo po cele dneve, je pa tisto, kar dobimo pod zob, nekaj toplega, nekaj sladkega, kakšen šnopček spijemo, je pa vse ok. Ja. Sej, čeprav vem, je tudi tvoja filozofija, ne, na to vprašanje, kaj si ti, a si veganka, a si vegetarijanka in tako naprej, ti praviš, da si človek, ki je, ne? Tako, odgovarjam, sem človek, ki je, rada promoviram vegetarijansko in vegansko prehrano, ker sem mnenja, da ljudje jemo preveč mesa, sploh tega hormonsko in pesticidno obarvanega, ki ne vemo, kaj dobimo točno na krožnik in se mi zdi za tako meso škoda denarja in našega zdravja. Seveda pa takrat, ko dobimo neko domačo kuro, jaz pravim, pa je na mizi... Je pa za pojest, ne? Ja, na mizi kakšna kurja župca, pa tako, to pa vse v mejah normalne. Ne moramo si reči, da smo vsi enaki in vsak je svoj individuum in mora tudi najti svojo kulinarično identiteto. Prav, v redu, si bomo vzeli zdaj malo predaha, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj se kuha za otroke v Nepalu. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Tereza Poljanič in Viki Grošelj, pogovarjamo pa se o tem, kaj se dobrega kuha za otroke iz Nepala. Viki, ko smo ravno pri Nepalu, ti si verjetno tam bil neštetokrat, ampak en obisk, mislim, da je bil leta 2015, si boš pa še prav posebej zapolnil, ne? Zakaj je šlo? Ja, nedvomno res. Šlo je za, še zdaj vem, 25. april leta 2015, ko sem začel eno od svojih etap prečenja te čudovite himalajske dežele, ki ga imam pravzaprav skoraj že narejenega, v letu 2 ga bom dokončal. Ampak takrat ravno na začetku ene od teh etap je ta del Nepala zajel ta katastrofalni potres z magnitudo 7,8 in seveda bili smo neposredne priče tega na pravzaprav najbolj ogroženem področju. Zgodilo se je, da smo pravzaprav komaj preživeli ta potres in se potem še 4 dni reševali do, rekel, kolikor toliko ugodnih razmer za življenje. In na tisti poti reševanju navzdol, tisto, kar smo doživljali, predstavljati si, da je recimo od Jesenic do Trbovelj vse podrto in se čez to rešuješ, sem si takrat nekako obljubil, da če se bomo rešili, da bom tem ljudem potem poskušal pomagati in zdaj sem na dobri poti, da to svojo obljubo uresničujem, pa tudi ne nazadnje pravzaprav s Terezino pomočjo. Kako smo se Slovenci odzvali recimo na ta klic na pomoč po tvoje? Izjemno. Tako da to sem prav ponosen na svoje sodržavljane, pravzaprav kakorkoli smo včasih malo kritični drug do drugega, ampak ta odziv je bil izjemen, najbrž tudi zares zaradi tega, ker sem tako prepričljivo vse skupaj povedal. Imel sem nekaj predavanj pravzaprav po Sloveniji, pokazal te slike samega potresa in kot pravim, že nekaj mesecev kasneje sem se prvič vrnil tja, razdelil tisto prinešeno pomoč, videl, na kakšen dostojanstven način so ti ljudje sprejeli to pomoč. To je dostojanstvo, ki ga imajo ljudje, ki so izgubili čisto vse svoje premoženje in še marsikaterega bližnjega, dostojanstva pa ne. In zato sem s tem tudi nadaljeval. Ravno pred 3 tedni, mesecem dni, pravzaprav sem se vrnil iz svojega že 7. potovanja v Nepal po potresu. In prihodnje leto odhajam tja dol spet. No, sej, Tereza, tudi vidva z Vikijem skupaj imate jutri en tak poseben dogodek, ne, bomo videli tudi na zaslonih, skratka, humanitarno ali pa dobrodelno kuharsko delavnico. To je tudi nekaj tak neklasičnega, ne, bi rekli, humanitarna kuharska delavnica, na kateri sodeluje vrhunski alpinist Viki Grošelj. Zakaj gre v bistvu? Ja, Viki mi je povedal to zgodbo ravno takrat, ko smo snemali, ko smo bili na Triglavu. In sva se dogovorila, da
hotela sem nekako pomagati in to se mi je zdela najboljša ideja, ker organiziram veliko delavnic, vem, da so zelo uspešne, ljudje se radi učijo o zdravi prehrani in zakaj ne bi potem vse vstopnine oziroma prijavnine, ki jih bomo pridobili, dali v dobrodelne namene v Nepal. Zdi se mi predvsem pomembno to, da Vikija poznam in mu zaupam, ker vem, da gre to v roke neposredno v Nepal. Tako da bomo fermentirali, ker je to tak trend zdaj. Pripravljali bomo vodni kefir, fermentiran čaj, same take zdrave zadeve. Lahko se še prijavite, imamo še nekaj prostih mest. Viki bo malce povedal tudi o sami akciji in se mi zdi taka res lepa akcija. Viki, kot vemo, je bil Nepal še recimo kakšnih 70 let slabih nazaj popolnoma zaprt pred zunanjim svetom, nekako tako rekoč v srednjem veku, zdaj pa je v tako kratkem času v primerjavi z večnostjo priletel v narekovajih v atomsko dobo. Kako se tamkajšnji prebivalci recimo s tem spopadajo in kako gledajo na vas alpiniste? Neka posebna vez se je verjetno morala splesti med vami, glede na to, da se tja tolikokrat vračaš, ne? Ja, jaz trdim, da verjetno te visoke gore Himalaje, ki so ena od takih veličastnih predelov našega planeta, očitno zelo pozitivno vplivajo tako na ljudi, ki živijo pod njo, kot na tiste, ki občasno prihajamo tja. To je res, kar si povedal, namreč 68 let imajo oni stik z zunanjim svetom, prej so bili pač zaradi političnih razmer popolnoma zaprti in v tem času so pravzaprav se neverjetno dobro prilagodili. Jaz trdim, da iz enega preprostega razloga, ker v njihovih genih je očitno nekje ena taka naklonjenost, prijaznost, želja pomagati drug drugemu, ne samo njim med sabo, ampak tudi vsem tistim, ki tja prihajajo. In jaz priznam iskreno, da me je to pravzaprav očaralo dodatno. Gore so itak nekaj posebnega, ampak ti ljudje s svojim pristopom, razmišljanjem, načinom življenja, kljub temu, da so seveda za naše razmere videti nekako zaostali, da nimajo takih možnosti kot mi, ampak jaz ne vem, če sem se od kakšnih ljudi toliko naučil o svojem življenju, o življenju nasploh, kot sem se prav od Nepalcev, tudi toliko doživel tam pri njih. In zaradi tega jaz lahko vse življenje in najbrž tudi nosim pomoč tem ljudem, pa jim nikoli ne bom mogel poplačati vsega tistega, kar so oni meni dali. Ta svoja potovanja dol, pa to predvsem pomoč, razumem ne kot neko možnost, da jim to dam, ampak absolutno kot zavezo, da to moram narediti. In tisto, kar je po svoje najlepše, v življenju sem tudi sam že doživel marsikaj, od tega, da sem veliko prejemal, pa zdaj, ko dajem, pravzaprav ne vem, kaj je lepše. Imaš pa tudi, seveda, imaš veliko kakšnih teh hudomušnih ali pa takih prigod, ampak manj znano je v Sloveniji, da je dolga leta potekala tudi na neki način prikrita državljanska vojna v Nepalu med tem pač kraljevo stranjo in maoisti. Ti imaš s tem kar nekaj izkušenj, nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, to je na nek način zelo žalosten del nepalske zgodovine, ki pa je bil k sreči prikrit obiskovalcem, ali pa smo ga tako zelo nekako na tak mehak način doživljali. Jasno je, da so pač ta struja maoistična je skušala kraljevino spremeniti v republiko, imeli so zelo malo možnosti, ampak ker so pridigali jasno vse to enakost, prijaznost, bratstvo, to pa je v sistemih, kjer še vladajo kaste, ker tudi v Nepalu je podobno kot v Indiji, to zelo hitro pade na plodna tla. In potem jim je po določenih letih to vendarle uspelo, spremenili so pač kraljevino v republiko. Kralj mora zdaj tudi plačevati davke, ker se je prej zelo čudil, zakaj je temu tako. Mi smo pa imeli mogoče nekaj malega sitnosti pač z maoisti, kajti v mestih je vladala pač še država. Na poti proti goram so nas ustavili in ko smo nekako nas prepričevali, da moramo plačevati
takse za stvari, ki smo jih plačali že državi, ne, smo se malo razhudali in potem celo začeli barantati in se je res videlo, no, še tisti najbolj zadrti, bi rekel, maoisti, so bili malo po nepalsko nam naklonjeni. Smo rekli, ne damo toliko, kot zahtevate, damo pač nekaj manj, če ne gremo pa nazaj. Pa so rekli, no, pa nam dajte pa pol od tega, kar zahtevamo, sam ne povedati našemu šefu, da ste sam polovico dali. No. Še celo v tistih svoje tragičnih trenutkih, se pravi, jih preprosto moraš imeti rad. Ja. Tereza, ti pač pišeš kuharske knjige, imaš kuharsko oddajo, ampak imaš delavnice, ne nazadnje kuharske, restauracije svoje pa ne bi imela več. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker sem delala v veganski in vegetarijanski restauraciji in vidiš, da to ni ravno taka romantika, kot si jo vsi predstavljamo, da kreiraš svoje kuharske... To verjetno za vse restauracije sicer velja, ne? Ja, definitivno. Tudi nočem se ločiti od te moje filozofije ekologije in zdrave prehrane, kar pa v restauraciji, če želiš nekako preživeti, moraš tudi pri sestavinah gledati glede cen. Vemo, da so ekološke sestavine mogoče malce dražje, čeprav če kupujemo direktno pri kmetu, bi se strinjala, da so lahko tudi kdaj cenejše, ampak to je potem dodatna organizacija, ki se je za zdaj še ne bom lotila. Ampak če bom pa najdla v prihodnosti nek način, kako bi to ohranjala, potem pa seveda, zakaj pa ne? Ja, Viki, za najo, ki mogoče niso tako vešča pri kuhanju, kot kje drugje, bi to bilo kar dobrodošlo, če bi imela Tereza svoje restauracije, ne? Absolutno, z veseljem bi hodil tja. Še po drugi strani pa jo bi kdaj potem vzeli tudi nekakšne naše potovanja, tule na Triglav se je zelo dobro znašla. Še toliko bolj pa v Nepalu se pravzaprav lahko zelo dobro jesti tako zelo skromno hrano in bi v tem vegetarijanstvu se lahko tudi Tereza dol naučila, tako da mimogrede kar eno vabilo za prihodnjo mojo pot je fino, če gremo skupaj pa doživimo se, kar je dol. Tudi v Nepalu je ogromno ljudi vegetarijancev, pa ne zaradi tega, ker bi hoteli biti, ampak ker preprosto mesa ni na voljo. To je ena stvar. Druga je, da tam jejo, ali pa do nedavnega so še jedli pravzaprav samo 2-krat na dan. Enkrat sredi dopoldneva, pa enkrat pozno popoldan. Pa ne zaradi tega, ker bi pač skušali hujšati. Preprosto hrane ni dovolj za 3 obroke. Evo, Tereza, pa ne, da presežete ta Triglav, mogoče pa v kakšni prihodnih sezon, zadnja epizoda pa v Himalaji se zgodi. To sva z Vikijem že zmenjena, naslednje leto se mu pridružim, tako da zagotovo tudi se kaj naučim, ker najraje potujem okoli in dobivam inspiracijo od različnih kultur, kakšno hrano pripravljajo, lahko pa tudi kaj skuham, brez problema. Bomo si z veseljem pogledali, ampak preden vidva to posnameta, pa predlagam, da si zdaj pogledamo en del recepta, ki ga imaš objavljenega na spletu. Živjo, dobrodošli v moji novozelandski kuhinji. Zelo sem hvaležna in vesela, da ste me izbrali za 5 najboljših blogerjev v Sloveniji in ne bom dolgovezila z zahvalami, vam bom kar povedala, kaj danes delam za vas in boste sladico tudi sprobali vi tam na mestu. Pripravljam iz knjige brownie iz fižola. Prav ste slišali, brezglutenski brownie, narejen iz črnega fižola. Kako ga naredimo? Damo vse samo v multipraktik. Črni fižol lahko zamenjate za rdečega ali pa rjavega, lahko tudi belega. Dodamo še 3 jajca in če bi radi ta brownie, da je veganski, lahko zamenjate jajca z 3 jušnimi žlicami chia semen in pa 6 oziroma 7 jušnih žlic vode. Evo, to je sicer samo en del recepta, razumljivo, nismo mogli celega prikazati v oddaji, ampak ta je recimo moj osebno najljubši tvoj, ker je tak kontrast, se pravi brownie iz črnega fižola. Pa vse gre v multipraktik. Vse gre v multipraktik. Kje ti dobiš te ideje recimo za take sladice? Veliko se najde na spletu, pa potem dodajam svoj touch, svoj dotik temu in svojo rdečo nit.
ampak ravno to, take stvari so mi zelo zanimive, da ne potrebujemo moke. Fižol imamo tukaj v Sloveniji zelo dober, ne delamo samo radič s fižolom, lahko naredimo in predjed, glavno jed in sledico. Kot zanimivost pa lahko rečem, da je tista voda, v kateri se je fižol kuhal, lahko tudi stepemo v sneg. In potem uporabljamo to za nadomestek pri kakšnih sledicah namesto jajc. Tako da je nešteto možnosti, kako v bistvu zdravo kuhati tudi na zelo poceni način. A se ti kdaj soočaš recimo z vprašanji ali pa na nek način očitki, da to vse fino izgleda tako na televiziji, pa da za to veliko stane, da za to rabiš veliko časa, da enostavno v tem našem vsakodnevnem ritmu ne najdemo časa in ostalega, da bi na tak način se prehranjevali? Ja, konstantno, in to me vedno tak komentar malo ujezi, ker se mi zdi, da so to samo izgovori. Ljudje smo polni izgovorov in predvsem pri hrani se mi zdi, da ne smemo šparati. Se pa strinjam, ja, trgovci imajo dražje sestavine, ko pride do ekologije in ekoloških sestavin. Če pa se malce organiziramo, gremo na kakšen izlet z otroci, na sprehod, obiščemo kakšnega kmeta, pa dobimo tam zelo poceni sestavine, sploh v Sloveniji. Imamo piro, imamo ajdo, različne ekološke sire, skuto, ni da ni, olivno olje, toliko majhna dežela ima res toliko lokalnih sestavin in se mi zdi nefer tudi do naših lokalnih pridelovalcev, da jih ne podpiramo. Tako da mislim, da se da, definitivno je pa potrebna malce organizacija, ampak to vse za nas in za naše dobro, za naše otroke, zakaj pa ne? Ja. Vike, se ti tudi slučajno kdaj soočaš s tovrstnimi očitki, zakaj pomagaš recimo otrokom v Nepalu, če imamo tudi v Sloveniji lačne otroke in tako naprej? Ne, se ne zaradi tega, ker tudi v Sloveniji kar veliko pomagam. Ne samo otrokom, tudi starejšim ali pa kakšnih domovih za ostarele, hodim s svojimi predavanji, pa še marsikaj drugega, ampak pač ne bi o tem. Ja. Res je, da sem veliko v Nepalu, videl sem tiste konkretne stvari in tam na tistem mestu potem jasno skušaš pomagati. Doma, če spoznam, vidim kjerkoli v Sloveniji, da je kje nastal kakšen problem, ne grem mimo. Ne? Ampak res pa je, da sem veliko v tisti deželi tam spodaj, torej pod Himalajo, in da tam so drugačne razmere za življenje. To si vendarle moramo priznati, no? Da tam ljudje so res odvisni, ne samo od tega, ali bojo dobili hrano ali ne, tudi v teh nekoliko večjih višinah so pogoji za življenje izjemno težki in pač jaz pomagam tam. Ne? Nikoli pa seveda še zdaleč ne odklonim pomoči kjerkoli v Sloveniji. Kako pa recimo oni potem tudi verjetno, glede na to, da živijo drugače kot mi, bolj v sozvočju z naravo, verjetno tudi to pomoč potem drugače sprejemajo, ne? Kot pravim, sprejemajo izjemno naklonjenost in bolj tisto, kot ta, rekel, finančna ali pa materialna pomoč, je tem ljudem, vsaj po tem potresu, bilo pomembno, da so ljudje na drugem koncu sveta videli in slišali, kaj se jim je zgodilo in zbrali neka določena sredstva in jim jih je nekdo na to k njim prinesel. Ta moralna podpora, ne, da, kot pravimo, niso pozabili na nas, se zdi včasih celo bolj pomembna kot pa sama materialna pomoč. Ne. Prav, si bomo vzeli še en krajši premor, ampak ne odhajajte, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo z gostoma podali zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Tereza, za zaključek oddaje, kakšen dober nasvet lahko kot oseba, ki je, kot sama sebi praviš, daš našim gledalkam in gledalcem? Ja, za recimo zdravo prehrano, no, ker v tem sem specializirana, bi rada povedala, da moramo to vzeti nekako z lahkotnostjo. Ne smemo biti preveč zaprti in zdaj sem pa vegan, paleo, keto. Moram povedati, da pa moramo biti pikolovski pri sestavinah. Enostavno v Sloveniji, tako kot sem omenila, imamo vse možnosti, tudi prijazno za vsak žep je. Tako da se malce bolj organiziramo,
ozavestimo in začnemo tudi delati na sebi, ker to potem zaključimo krog in delamo v bistvu dobro nam, sebi in pa svojim otrokom in potem za nadaljne generacije. Pa še zate vprašanje, Viki, ne skrbeti, bo preprosto. Kaj pa bi ti dal kot nek ključen nasvet vsem, ki radi hodijo v gore, v hribe? Naj se čim bolj fajn imajo. To se mi zdi pomembno. Pomembno je tudi to, da je fino, če skrbimo za svoje telo, pravzaprav vse življenje, da je ta škatla, v kateri smo, čim dlje časa funkcionalna in hoja po gorah nima samo tega fizičnega naprezanja in zdravja, ampak ponuja tudi ogromno nekih estetskih in še drugih užitkov, tako da samo v hribe sam paste, da vse tisto, kar odnesete gor, potem odnesete tudi v dolino. Tereza Poljanič, Viki Grošelj, najlepša hvala za vajine današnje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila Za dober namen, 206. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bo naš gost, bivši mariborski župan in spet kandidat Franc Kangler. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.